Tako da, če se strinjate, bi jaz kar povabila tukaj sem govorce. Začela bi z Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Dr. Bruno Glaser, poslovni direktor Gen Energije. Franc Bogovič, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta in avtor poročila EU o SMR. Pa gospod Sandi Vitanc iz družbe Hisense Europe, Gorenje. Pa tudi profesor Sebastian Semej, ki bo tukaj nekako v dvojni vlogi kot dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, bo sicer dogodek, razpravo skupaj z menoj somoderiral, ampak hkrati pa kot dekan tudi aktivno razpravljal. Bi pa tudi posebej poudarila, da je z nami, pa ga bomo malo kasneje vključili v razpravo, gospod Rok Plankelj, direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. Zdaj, profesor Semej, vas bi kot uvodnega razpravljavca povabila, da mogoče z nami delite nekaj uvodnih misli o energetski prihodnosti Slovenije, potencialu SMR-jev. Verjetno predpostavljam, kot smo že v prejšnjem krogu razprave začeli, predvsem z vidika izobraževanja in razvoja kadrov. Ja, najprej mogoče iz vidika samega razvoja energetike, pa če se navežem na že prejšnje govorce, prej je bilo omenjeno 150 let je z nami termoelektrarna, 100 let so z nami jedrske elektrarne, nenazadnje so z nami tudi 100 let že obnovljivi viri, od hidro, od sončnih elektrarn, seveda v neki drugi perspektivi. Ampak če pogledamo zgodovinsko nazaj, ta 50., 60., 70. leta prejšnjega stoletja dejansko je res bilo intenzivni razvoj v raziskave in razvoj in takrat je nastalo največ tovrstnih objektov in dejansko proizvodnih enot, na katerih danes mi sedaj živimo in nam je lepo. Nekateri se spomnite, jaz še žal takrat nisem živel, v 70-ih je bila takrat kriza finančna oziroma naftna kriza, naftni embargo, ki je dejansko povzročil skok cen nafte in takrat so se vlade, tudi ameriška predvsem, odločile za tako imenovani, takrat ga niso poimenovali ta zeleni prehod, ampak nekako prehod na obnovljive vire. Žal tiste krize niso takrat trajale dolgo, nekaj 5-7 let in potem se vse to, da tako rečem, pozabilo. Malo želim povezati te sporednice z današnjimi časi iz leta 2008, je tudi bila kriza takrat finančna. Vemo, da je takrat potem bile pobude tako za obnovljive vire energije, velik porast postavitev inštalacij sončnih elektrarn, seveda z vmesnimi obdobji nekako stagniranja. Sedaj smo bili v zdravstveni krizi, sedaj smo v energetski krizi in zopet gledamo te vidike razvoja, kako bi bilo potrebno vlagati v naše proizvodne enote in seveda v naše gospodarstvo. Zato bi tukaj seveda, to je sedanjost, mogoče prepustil prihodnost, da nam povejo naši razpravljalci. Bom pa predal besedo gospe Mojci, da potem začne samo okroglo mizo. Najlepša hvala. Bi pa še eno opravičilo podala, in sicer magister Aleksander Mervar, ki je tudi načrtoval biti z nami v razpravi, zaradi bolezni ga danes žal ne bo, je pa zagotovil svoj interes za temo in za sodelovanje na prihodnjih dogodkih. Bi pa zdaj lepo navezala na izhodišče, omenjeno je bilo gospodarstvo, pa bi k besedi najprej povabila gospod Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Zdaj, Gospodarska zbornica je vsekakor, kot spremljamo, zelo aktivna na področju razprav o energetski tematiki. Energija je seveda ključna, predvsem za energetsko intenzivna podjetja, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj. Opozarjate, da postaja slovenska industrija nekonkurenčna. Eden od pomembnih razlogov so visoke cene energije, kar je nekoč bila pravzaprav naša konkurenčna prednost. Pa bi vas prosila za komentar na vse to, oziroma predvsem, kje vidite stanje in kakšne rešitve, če so že na poti. Najprej lep pozdrav in zahvalo, da je lahko tukaj v moji vlogi Glas gospodarstva
gospodarstva, torej govorim o energetsko intenzivni industriji, govorim o kompletni predelovalni industriji, ki jo seveda ta energetska situacija izredno prizadene. Zelo sem vesela in se zahvaljujem tako organizatorju kot tudi gostitelju, da se je z temi posveti pričelo in tudi Gospodarska zbornica bo s svojimi 25 panožnimi zbornicami in 13 regijskimi zbornicami aktiven partner. Kolega iz regijske zbornice bo tudi kasneje se vključil v razpravo. Naj povem, kako pomembno je gospodarstvo v Sloveniji. Gospodarstvo predstavlja, mi smo tretja najbolj industrializirana država v Evropi in seveda nas zato ta problematika še kako zanima. Če povem, da je industrija materialov, to je tista najbolj, bom rekla, bazična industrija materialov, ki jo imamo v Sloveniji veliko, to je proizvodnja aluminija, jekla, stekla, papirja, pa tudi cementa, če hočete, predstavlja 640 podjetij, 27 000 zaposlenih, dobre 3% BDP-ja in imajo, bom rekla, nadpovprečno BDP, 10% nadpovprečje BDP-ja. To se pravi, da so to industrije, ki so zelo, zelo razvojno naravnane, ki veliko vlagajo v svojo tehnologijo in se zavedajo, da je treba slediti ogljičnemu odtisu, da je čim nižji. Če pogledam vso predelovalno industrijo zraven, je to 22 000 poslovnih subjektov, preko 252 000 zaposlenih, ustvarijo skoraj 12,5 milijarde evrov prihodkov, to je 22%, in ta industrija je imela do krize, energetske krize, z energijo konkurenčno prednost. Žal se je to z vojno v Ukrajini in za nastalo situacijo ta konkurenčna prednost zelo, zelo poslabšala. Tukaj moram reči, da seveda smo se države v Evropski uniji različno spopadajo s temi krizami. Ne moramo se primerjati z Azijo, ne moramo se primerjati s Kitajsko, kjer je cena, pa zdaj govorim samo o električni energiji, ne govorim o plinih in ostalih zadevah, so te cene po 5-krat cenejše. Problem je, da je pri nas cena za poslovni odjem v Sloveniji višja, kot je v nekaterih državah Evropske unije. Seveda me boste energetski strokovnjaki takoj lahko popravili. Ja, je nižja, zaradi tega, ker imajo različne države različne inštrumente, zato, ker se zavedajo, da je industrija pomemben faktor, pomemben deležnik. Namerno sem povedala vse te številke, da lahko razmišljate, da od tam prihajajo plače in seveda tudi kompletna socialna varnost in vse to, kar imamo kot blaginjo v Sloveniji. In seveda teh ukrepov dobili smo in tukaj je vlada, trenutno delujoča vlada, pristopila, ko je bila kriza z subvencijami, tam se je ustavilo, še vedno pa nas od krize zelo bremenijo slabo izpogajane pogodbe, ker takrat se je zelo mudilo, ko je bila kriza, cena elektrike je bila tudi 1000 evrov za megavatno uro, pa 800, pa 500, pa 600, kar je bilo absolutno nekonkurenčno za naše gospodarstvo in to nas še sedaj bremeni. Novih ukrepov ni, sami pa ste si lani lahko spremljali fiasko z omrežnino, omrežninski akt, ki je res slab, pa ne bom zdaj govorila samo zato, ker ni daje možnosti prilagajanja, je tudi nesorazmeren, nezakonit in tako naprej. Predvsem je problem, moramo vedeti, da z takimi stvarmi rušimo našo konkurenčnost. Je morda procentualno malo, ampak ob slabi ceni električne energije je tudi tak moment pomemben. Potem tudi seveda razne obdavčitve, ki jih mogoče kakšna naša konkurentka nima in seveda to zelo poslabšuje našo situacijo. Tako da moram reči, da situacija za gospodarstvo, pa predvsem energetsko intenzivno industrijo, ni lahek. In zato seveda je za nas še kako pomembna ta tema, ki jo imamo tudi danes, ker Slovenija potrebuje, in to smo slišali danes večkrat, jasen koncept, energetski koncept, kater je tista pravi miks, na Gospodarski zbornici pa jasno zagovarjamo, da brez jedrske energije, pa zdaj ali je to mali modularni reaktor, ali je to veliki blok, mi ne uhajamo, zato so strokovnjaki, smo pa prepričani, da bo morala Slovenija, če bo želela, da bo konkurenčno ceno energije imela,
morala izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo, vse vire, ki imajo zgodovino, kjer imamo zadaj tudi znanje in da bomo lahko prišli do konkurenčne cene električne energije. Hvala. Gospod Vitanc, kako pa vi gledate na dejansko oskrbo z energijo, ne samo z električno energijo, ki je bilo omenjeno, kot tudi s plinom v samem podjetju Hisense Europe Gorenje? Predstavlja to za vas izziv v današnjem času? Ja, drži. Na začetku bi se zahvalil za povabilo. Vezno tako rekel, jaz besede težava nimam rad, tako da bom izpostavil izzive. Kar se tiče oskrbe vseh energij, za nas kot industrijsko podjetje je najbolj pomembno, se pravi, da imamo stalno, da imamo neko konstanto, zato ker mi imamo, bom rekel, največ izzivov v tem, da energija, bom rekel, prihaja v nekih motnjah, se pravi, imamo tudi potem težave v samem procesu, v samih tehnoloških procesih, tako da, bom rekel, ta prvi izziv je, da imamo mi konstantne energije, tako ste rekel, od plina, elektrike, daljinskega ogrevanja. Kar se tiče pa cen, se bom pa na gospo Vesno, bom rekel, malo obrnil. Ja, drži, se pravi, po tej, bom rekel, krizi so se te cene kar spremenile, mi imamo tukaj dosti optimiziramo, dosti iščemo rešitve, kako bi to čim bolj prilagodili, ker konec koncev z tem prilagoditvam oziroma optimizacijam smo lahko konkurenčni z, bom rekel, cenim, ki so pač višje, smo pa bolj težko konkurenčni. Zato je tudi ta strategija gre v tej smeri, da se pravi kot prvo, da imamo konstanten vir energij, kot drugo pa, da čim bolj optimiziramo cene energije. Hvala. Doktor Glaser, odločitev glede energetskega koncepta so vsekakor vroče teme, ne? Vi kot podjetje Gen Energija ste dejansko tudi glavni igralec pri tem, kako postavljati te proizvodne enote v okolje. Če se malo spomnim to, kar sem prej govoril v preteklosti, zadnja hidroelektrarna Brežice je bila postavljena 10 let nazaj. Vemo, kakšni so časi umeščanja v prostor, ne? Vemo, da zdaj veliko vlogo pri tem igra tudi cena električne energije na trgu, ali je to sprejemljivo za investicijo ali ne. Torej, kakšni so vaši pogledi na to dejansko umeščanje teh velikih proizvodnih enot v prostor? Ja, z moje strani lep pozdrav vsem, pa hvala za povabilo v to omizje. Zdaj seveda za nas kot na eni strani proizvajalce, po drugi strani energijo prodajamo, po tretji strani smo investitorji v nove tehnologije, je to izziv. Mi vidimo prihodnost energetske oskrbe, predvsem elektroenergetske oskrbe v mešanici obnovljivih virov jedrske energije. Zdaj, zakaj je to tako zelo jasno pokažemo z dejstvi? Umeščanje jedrske energije zahteva najmanj prostora. Jedrska energija je stabilna, se pravi, jo imamo na razpolago 24/7. Jedrska energija zahteva najmanj neke kolateralne škode, kar se tiče varnosti in zdravja ljudi, kar se tiče smrtnih žrtev, kar se tiče ogljičnega odtisa, je pa tako najbolj ugodna izbira. Zdaj, po drugi strani je seveda so obnovljivi viri v močnem porastu in ekspanziji. Temu trendu se seveda ne moremo upreti, ker je pač to dejstvo in je to dejansko energija, ki se nam ponuja, jo nam narava sama daje. Zdaj, če želimo imeti nek stabilen elektroenergetski sistem, ki ga danes že imamo, predvsem zahvaljujoč pametnim zgodovinskim odločitvam, tistim, ki so bili pred nami, moramo seveda imeti stabilne vire, moramo imeti pametno mešanico, ker samo z samimi obnovljivimi viri se tega ne da zagotavljati. Tako da naša seveda vizija energetskega razvoja, predvsem v proizvodnji električne energije, je to, da se izvaja in da naredimo projekt JEK2, to je naš osrednji projekt. Po drugi strani zelo intenzivno investiramo seveda tudi v obnovljive vire. Po tretji strani imamo že nekaj projektov na nek način pripravljenih, da bi se izvedli, recimo bom dal primer hidroelektrarna Mokrice. Tako da izzivi so, rešitve imamo, ste pa zelo prav povzeli, no, skratka, umeščanje v prostor in vsa ta birokratska
pot, kako do nekega projekta prideš, je izredno dolga in zahtevna. Tako da mi inženirji zelo hitro najdemo rešitve, imamo pa seveda tudi druge izzive, ki jih je potrebno premagati. Če mogoče nadaljujem še z vami, torej seveda pogovarjamo se danes o jedrski energiji. Kaj je za vas velika jedrska elektrarna, torej JEK2 in mali modularni reaktor, je to in ali je to ali? Bom začel s tem, da je v bistvu Slovenija jedrska država. Skratka, mi imamo zgodovino, obratujemo jedrsko elektrarno že več kot 40 let, imamo razvito infrastrukturo od raziskav do šolstva, regulatornega organa, podporne industrije in vsega, kar spada zraven. Seveda najbolj pomembno je pa to, da imamo odlično jedrsko elektrarno NEK, ki obratuje. Kar naenkrat so se na trgu pojavili mali modularni reaktorji, ki so, ne bom rekel konkurenca, ampak je nadgradnja tega, kar danes že obstaja. Tako da za nas je SMR tehnologija in skratka, vse velike države, jedrske države v svetu in v Evropi imajo to in. Skratka, mogoče se redko katere države, ki šele vstopajo na to, bom rekel, bojno polje jedrske industrije, odločajo samo za SMR. Tako da mi dejansko delamo na projektu JEK2, seveda pa zelo natančno spremljamo ves razvoj, vse, kar se dogaja na SMR-jih, ker želimo, tako kot je bilo rečeno, po našem dolgoročnem tem nacionalnem energetskem programu enkrat v Sloveniji zgraditi SMR in verjamem, da ga tudi bomo. Hvala. Če se zdaj malenkost preselimo na politiko, na odločevalce, že tudi prej je bilo v uvodu omenjeno, da ste opravili veliko delo pri izvedbi poročila o malih modularnih reaktorjih v Evropskem parlamentu, ki je bilo dejansko oddano leta 2023 decembra. In na samem glasovanju na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu je bilo to potrjeno z rekordno večino, dvotretjinsko podporo. Kako ocenjujete razvoj dogodkov na področju jedrske energije v teh 15 mesecih po sprejetju tega poročila, tako v Evropi kot v Sloveniji, gospod Bogovič? Lep pozdrav vsem. Najprej, da se kar okoli tega poročila stavim, ni bilo slučajno to v letu 2023, pobudo se bilo sredi leta, kajti vsi se moramo zavedati, da Evropa je bila po Černobilu v neki defenzivi in če se je širom po svetu od leta 2000 do zdaj zgradili nekih 100 dodatnih velikih reaktorjev, je v Evropi smo se matrali z dvema, enem na Finskem pa enem v Franciji. In tudi klima politična je bila nastrojena tako, da puste to temo primer, pol nas je proti, se ne želimo o tem pogovarjati in Evropska komisija je politično to dajala na stran. Ura streznitve ali pa streznitev je bil najprej COVID, ko smo videli strateška suverenost, kar naenkrat smo začeli govoriti o industriji v Evropi, reindustrializaciji Evrope, dokončna streznitev pa vojna in pa ko pade severni tok, ko se je tudi razblinil, ne morem lepše reči temu za moje pojme kot blef nemške energetike in pa njihovega načrta, ki je ogromno 600-700 milijard vložil v ta obnovljive vire, na koncu pa pokazal se kot nekonkurenčni in danes zato cela Evropa ima na področju gospodarstva velike probleme. In v tem času sem potem bil pobudnik za to poročilo, zelo hitro je bilo usvojeno, da ga imamo, postal poročevalec in v pol leta, še manj kot pol leta, od avgusta do decembra, na Miklavževo smo ga 2023 potem sprejeli. Dvotretjinska večina, zanimivo je, da tudi zeleni niso glasov proti dajali, mislim na glasovanju da, sami razpravi, ko smo usklajevali poročilo, so pa bili rajši tiho, niso vedeli, kaj bi govorili. Zakaj mali modularni reaktorji, tudi sam tukaj jemljem vedno ta princip in, vendar so bili mali modularni reaktorji na nek način vstopnica, da smo o jedrski energiji govorili v Evropskem parlamentu. Tudi eden od zaključkov je, da je to, kar je bilo rečeno in pa tudi v Dubaju potem na kopu potrjeno, da bi bilo treba potrojiti 100 gigavatov nove moči velikih reaktorjev, 50 gigavatov malih modularnih reaktorjev. Tudi vse te stvari, ki so se zdaj odvijale v sami Evropi, gredo v to smer. Prvo je to industrijsko zavezništvo, ki je zdaj zavezništvo v boku z tistimi zavezništvi, ki govorijo o baterijah, vodiku, vesoljski tehnologiji in podobno. Se pravi, da je uradno
zdaj dobila jedrska energija domovinsko pravico v komisiji v parlamentu, da se o tem govori. Računa se na evropsko pobudo, ta strateška soverenost je šla tudi v to smer in zanimivi so ti dogodki. Ne? Francija 6+8 novih reaktorjev, odločitve sprijete na Franciji, Belgija, Nizozemska, Češka, Slovaška, Romunija, države Poljska, ki na novo vstopajo na to področje. Ne? Podobno tudi širom po svetu, ne vem, Saudska Arabija pa Emirati imajo zdaj prve jedrske elektrarne. Se pravi, gre v to smer in se vidi v jedrski energiji to, kar pravzaprav rabimo za razogljičenje okolja. Kitajska tu zopet prednjači, ne vem, da je zdaj 28, koliko je teh v izgradnji, se pravi, toliko pa še nekaj več gigavatov jedrske. Mimo grede, ker smo pa v premogovni regiji, pa so v zadnjih 5 letih tudi tam od 60 do 100 gigavatov pa inštalirali novih premogovnih elektrarn, tako da tudi tu se da diskutirati o teh stvareh in pa kako se drugi lotevajo te zadeve. V Sloveniji, če se nanašam na Slovenijo, moram reči, da več razočaranja kot pozitivnih stvari. Pozitivno je to, da smo danes tu in da imamo v zavezništvu za male modularne reaktorje, da Mojca uspešno vodi to skupino, kateri ste še drugi povabljeni. To je vstop prost, zaželjeni, da se čim več seznani s to temo. Mislim pa, da zgubljamo tempo kot predvsem politika odločevalska na tem področju. Ne vem, da se neka Poljska lahko odloči, hodi po znanje v Slovenijo, naši ljudi na Poljsko vadi, mi pa tega potencijala, ki ga imamo, kot je Bruno lepo dejal, ne znamo enostavno izkoristiti. Jaz mislim, da je dovolj predpostavk znanih, da bi se morali hitreje odločati in narediti to, kar je bilo že nekajkrat izpostavljeno, strateški načrt. Če ne bi bilo Kavčičeve vlade, pa poguma v začetku 70-ih let, mi ne bi bili v takšni Sloveniji, kot smo danes. Tako da, če ocenjujem to, kar se dogaja pri nas, jaz mislim, da bi tudi na tem poročilu lahko več naredili, ampak še enkrat in ne ali, tako da danes, ne vem, smo tudi v gozdnati deželi, to sem Roka Suhadolnika opazil prej, biomasa ima lepih projektov za sabo, imamo, ne vem, hidroelektrarne še zgraditi, na plinovo največ treba neko rezervo narediti, mali, veliki, v prava razmerja treba vse skupaj postaviti, pa imeti malo poguma, pa poslušati stroko, politika pa naj preveč ne gleda to kot na projekt enega mandata, pol mandata, enega leta, ampak na projekte, ki jih je treba postaviti na desetletja, ne pa na nekaj mesecev ali pa let. Hvala lepa. Jaz bi navezala na to, ko ste postavili v bistvu ta kontekst energetskih odločitev, v bistvu v luč industrije, industrializacije, reindustrializacije, oziroma v podporo industriji in njenemu funkcioniranju. Pa bi gospod Vitan za vas imela vprašanje, kakšni so tukaj nekako scenariji gospodarstva ali pa podjetja, iz katerega prihajate, Hisense, Europe, Gorenje, spravi, kako pristopate k načrtovanju oskrbe z energijo ter ali in kakšen potencial pripisujete SMR tehnologijam, pa če je mogoče kakšna navezava tudi glede na vaše lastnike, ki so pa je šlo zdaj. Če je tukaj mogoče kako drugače gledate na ta kontekst prihajajočih SMR-jev z Kitajske? Ja, hvala za vprašanje. Se pravi, kar se tiče, mi imamo, bom rekel, neko dolgoročno strategijo v podjetju. Zdaj verjetno ste bili seznanjeni konec januarja letošnje leto. Smo uspešno implementirali 4,4 megavatno sončno elektrarno na strehah v industrijski coni Velenje. Imamo že obstoječe 0,9, tako da sedaj imamo v industrijski coni Velenje 5,3 megavatno sončno elektrarno na strehih, kar nas uvršča v Sloveniji na prvo mesto glede na strehe. Je pa spet res, tako kot so kolegi že prej rekli, sončna elektrarna dela, ko je ugodno vreme. Ne? Zdaj, če dale ven pogledamo, nažalost sej dela, ampak spet do neke mere. Ne? Tako da tudi mi tukaj, bom rekel, smo naklonjeni temu, da imamo nek vir, kateri bo, tako sem prej rekel, konstanten. Tako da tudi tukaj smo, bom rekel, pozdravljamo idejo o SMR-jih. Da se še pa navežem na kaj naši lastniki o tem pravijo.
Mi smo imeli v začetku leta sestanek interni z gospodom Boštjanom in njegovo ekipo. Tudi tam so izpostavili, da bi mogoče pridobili kakšne informacije s strani kitajskih proizvajalcev. Mi smo kontaktirali naše lastnike in so nam rekli, da je eno podjetje China Huang Group, da je zelo blizu v Qingdao, kjer so tudi naši locirani, tako da smo že tudi vzpostavili kontakt z njimi in predvidevamo, da bomo konec marca imeli, bom rekel, že kaj več informacij, ker se pričakuje, da tudi en del vodstva naših lastnikov pride na lokacijo v Velenje in imamo tudi eno izmed teh točk glede, bom rekel, te povezave. Tako da, ja, bom rekel, da se tukaj je tudi potencial v sodelovanju, ker bodo mogoče tudi oni malo drugače gledali na nas, če naš lastnik da, bom rekel, neko zahtevo oziroma da neko obrazložitev, da nam povejo glede teh tehnologij. Zanimivo, hvala, ker je ena od teh tem, ki jih tudi načrtujemo, pravzaprav industrijska raba oziroma industrijske aplikacije SMR. Tako da krasno, hvala, da ste delili to informacijo. Izvoli se, Boštjan. Gospa Nahtigal, omenili ste že, da ste v Gospodarski zbornici podporniki JEK-a, ne? Prav tako je bilo razbrati, da ste pa tudi kritični do samega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Prav tako bi želeli, da bi bila ta strategija, energetski koncept nekako pripravljen. Ne? Katere so ključne točke dejansko te kritike in kaj bi vi predlagali, da bi se to lahko spremenilo ali nekako drugače oblikovalo? Hvala za to vprašanje. Res je. Mi najprej nismo samo kritiki. Zakaj ne? Zato, ker še preden se je konzorcij, ki je potem dobil nalogo priprave zdajšnjega NEPN-a, smo na Gospodarski zbornici, kjer imamo delujoči strateški svet za energetski prihod, pripravili najprej analizo potenciala, kaj naše gospodarstvo potrebuje. In Ministrstvo za okolje, energijo in prostor seznanili z našim potrebami po električni energiji, za katere vemo, da jo bo vedno potrebovala industrija več. In smo resno računali, da bomo, ker smo domačo nalogo zgledno pripravili, dejansko slišani pri tem, da bodo pripravljavci potem konzorcija NEPN to tudi upoštevali. Prvo razočaranje je vsekakor, da ta prvi osnutek koncepta te industrije praktično ni niti upošteval. Kako se je to kazalo? Kazalo tako, da se niti ni upoštevalo, kakšno potrebo po električni energiji slovenska industrija rabi. Torej, s precej nizkimi številkami so začeli s prvim nivojem. Potem seveda, večkrat je bilo rečeno, industrija potrebuje stanoviten vir energije. Nestanoviten vir je super, mislim, mi potrebujemo izkoristiti in sonce, in veter, in vodo, in vse, kar je pač tudi geotermalika ali vodik, tukaj mi ne izključujemo, ampak potrebujemo, slovensko gospodarstvo potrebuje stabilen vir električne energije. Zato smo seveda, ko smo videli, da je koncept, sploh prva dva osnutka, slonel izključno na obnovljivih virih, čeprav je to koncept NEPN-a ali pa načrt NEPN-a do 2030, je bilo zelo, samo na enem ali dveh mestih omenjena jedrska energija. Je seveda gospodarstvo ostro protestiralo. Prvič zato, ker smo domačo nalogo naredili in smo pravočasno posredovali, kaj potrebujemo, in drugič tudi zato, ker je poleg industrijske strategije, poleg vseh ostalih ključnih dokumentov za nas tudi pomembno, kakšen pa bo koncept, ki ga bojo peljale katerekoli vlade naprej. In tukaj je bil drug tak moment, da smo se mi odločili, da sami pripravimo en koncept, seveda z zunanjo pomočjo, našimi strokovnjaki, tukaj moram posebej izpostaviti našega predsednika strateškega sveta za energetski prehod, magistra Vekoslava Korošca, dolgoletnega direktorja na vseh možnih pozicijah in res velikega poznavalca na tem področju, da smo z zunanjo pomočjo pripravili potem pa gospodarski NEPN, ki bi je upošteval dejansko stanje gospodarstva danes in z bodočim razvojem tudi, kaj potrebujemo v bodoče. Seveda tudi zavedajoč, kaj potrebuje naša družba, če želimo, da bomo ostali, da rečem, socialna in ta prava država, kjer bomo radi živeli. Zato je ta, bom rekla, naš koncept bil tudi, mislim, naš velik problem tudi v tem,
da ocenjujemo, da za 9,5 milijarde evrov, kar ta NEPN danes predstavlja, je miks, ki ga ponujajo tam noter 33% obnovljivih virov, za potrebe gospodarstva morda malo previsok. Mi potrebujemo boljši miks in tukaj na tem mestu naj tudi povem, da če se mi vsi zavezujemo in ta analizo potencialov smo naredili zato, da bi pokazali, da se naše gospodarstvo zaveda, da se moramo razogljičiti v določenem obdobju, zato potrebujemo seveda tudi nove tehnologije in tako naprej. Smo pričakovali, da bo v tem NEPN-u tudi ukrepi, ki bodo tudi gospodarstvu pokazali, kako naj deluje. Moram reči, da je bilo veliko razočaranje, ker nam je bilo to nekako obljubljeno, da bo končna verzija upoštevala. V 9,5 milijarde vrednosti, ki jo NEPN predstavlja, je za gospodarstvo ukrepov samo za 700 milijonov. Torej, mi res ne moramo biti zadovoljni. Ne sledimo razogljičenju. Mi z konceptom, ki je zdaj bil poslan v Bruselj, ne sledimo razogljičenju. Prav tako ta NEPN, za katerega smo upali, da ga bodo še v zadnjem momentu popravljali, ne upošteva te spremembe, ki se je zgodila lani v Tešu. Da je zdaj več ali manj toplotni vir samo, ne bom zdaj uhajala, da 2 bloka zdaj na polno gorita, ampak pustimo zdaj to, v dokumentih je tako, da je to samo toplotni vir. Skratka, NEPN tak, kot je že danes bilo povedano, strokovno, naš strateški svet za energetski prehod se je do tega opredelil, res ni načrt, ki bi lahko bil kažipot slovenski industriji. V slovenskem gospodarstvu potrebujemo delati z roko v roko z energetiki. Izredno je pomembna ta komponenta, elektrika je tista konkurenčna prednost Slovenije, na kateri moramo graditi. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je zdaj optimalen moment, da bi to nacionalen pogled pa povezali tudi z regijskim, z regijo, v kateri smo danes, kjer gostujemo, da tako rečem, Savinjsko-Šaleška regija, torej pa bi povabila k besedi gospoda Roka Planklja, direktorja Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, pa tudi en graf, eno infografiko imamo, ob kateri bi prosili za nekaj izhodišč z vaše strani. Ja, in lep prisrčen pozdrav tudi z moje strani. Prav vesel sem, da se prvi tovrstni dogodek odvija v naši regiji, v regiji, ki jo imenujemo Saša regija in ki zajema nekako 10 občin, se pravi 9 občin in eno mestno občino, zajema več kot 705 kvadratnih kilometrov in v kateri prebiva več kot 61 tisoč prebivalcev. V Saša regiji tako obratuje po zadnjih podatkih lanskoletnih oziroma predlanskih podatkih, bom rekel letošnjih, še zadnjih še nimamo, 1291 gospodarskih subjektov in pa 1429 samostojnih podjetnikov. Po številu ur pa nekako zaposlujemo oziroma je delovno aktivnih več kot 17 tisoč delovno aktivnih posameznikov. Še vedno v regiji, tako kot je tudi Vesna izpostavila, prevladuje predelovalna industrija, sledita trgovina in gradbeništvo in kmetijstvo in pa lov. In skupaj ustvarimo več kot 5,1 milijarde oziroma 5,3 milijarde evrov. In ja, tako kot je bilo omenjeno, tako kot je bilo večkrat izpostavljeno, tudi naša regija se sooča z energetskimi izzivi. Vsi veste, da smo bili deležni poleg energetske krize kot takšne še poplav izpred 2 let, tako da iz tega vidika se pobirajo podjetniki, gospodarstveniki in nikakor ne moremo dopuščati dejstev, da dejansko postajamo nekonkurenčni tudi v energetskem smislu. Ko smo se v lanskem letu, ko je bilo govora govorim zdaj v Šaleški dolini, ko je bilo govora o zagotavljanju toplotne energije za 700 oziroma za toplotne energije za 33 tisoč prebivalcev, smo večkrat izpostavili, da kje pa je tu gospodarstvo. V regiji imamo 710 industrijskih odjemalcev, in eden največjih sedi za temu mizo je tudi Gorenje in jaz vem, kakšen strošek za Gorenje toplotna ali pa, če rečemo temu, električna energija to pomeni in vem, kaj pomenijo tudi pogovori z njihovimi lastniki in dejansko, da nismo sposobni kot
taki kot Slovenija pripraviti dober, kvaliteten poligon, je zastrašujoče. Gorenje kot tako zaposluje, pa me lahko kolega popravi, skoraj 5000 zaposlenih. In če nimamo, za povezanimi družbami govorim, in če nimamo konkurenčnega okolja, je lahko skrb zbujajoče. Ne govorim zdaj o premogovniku, kaj se bo zgodilo s premogovnikom, z odkopom premoga, kaj se bo zgodilo z termoelektrarno. Mene je strah vseh tistih, ki so gospodarsko uspešni, ki največ prinesejo v regiji, ki konec koncev največ prinesejo tudi BDP-ju. In za tiste je pač treba poskrbeti. In če se pogovarjamo o SMR-jih in vaši pobudi, seveda tudi gospodarstvo pričakuje konkretne, predvsem pa odločnejše korake v tej smeri, tudi v smeri zmanjšanja birokracije zaradi umeščanja v prostor. Prej je bilo govora o umeščanju v prostor, je kolega iz Gen energije govoril. Jaz vem, da se pripravlja sprememba zakonodaje tudi na področju kmetijskih zemljišč, no. Tako da tudi to je skrb vzbujajoče, predvsem za vse tiste, ki bi radi rasli, ki bi radi delali nekako drugače in predvsem delali na tem, da smo ne samo v regiji, tudi v Sloveniji srečnejši, tudi v tem gospodarskem smislu. Hvala. Hvala lepa za tale izhodišča. Zdaj predvsem tole, kar je šlo proti koncu, umeščanje v prostor, pa sprememba zakonodaje tudi glede kmetijskih zemljišč, se mi zdi, so pa take teme, mogoče gospod Bogovič, če bi kaj želeli komentirati. Vi ste bili 13 let, če vam pravi podatek, ne, župan občine Krško, 7 let tudi podpredsednik Združenja mest z jedrskimi objekti GMF Europe, katere predstavitev smo slišali v predhodno strani izvršni direktorice Meričel, in tudi v Evropskem parlamentu, seveda med najglasnejšimi podporniki jedrske energije. Me zanima, če bi kak komentar tudi glede družbene sprejemljivosti in teh izzivov vezanih na umeščanje v prostor. Pa tudi kmetijsko tematiko lahko z veseljem verjetno pomočiti. Umeščanje v prostor je vedno velik izziv in moram reči, 98 let sem postal župan in bili smo takrat k občini Krško, ki sem županoval v zaključni fazi zapiranja rudnika Senovo, tako da mi je tudi ta problematika malo poznana. Potem smo pa začeli govoriti o umeščanju hidroelektrarn na spodnji Savi. In to je bil velik poseg, ki je po eni strani omogočil zdaj ta izkoristek tega hidropotenciala. Vsaka elektrarna je približno 1% električne energije na leto, nizkoogljične ali pa iz obnovljivih virov. Po drugi strani smo v regiji nek razvoj naredili s tem času, protipoplavno zaščitili Posavje. Lansko leto je bil disaster, ker sta se Sava in Savinja srečale v Zidanem mostu, obe ob najvišjem vodostaju in recimo tudi zapornice pod nuklearno elektrarno na spodnji Savi, dodatne retencijske površine. Tako da poseg v prostor je vedno več funkcionalen. In sam sem, ko sem bil minister za kmetijstvo in okolje takrat, moja je bila ideja, da vse, ki imajo naravne vire v rokah, ne sedijo za isto mizo. In prvi izziv je bil umestitev hidroelektrarne Brežice. Velika nasprotovanja, energetika, ribiči, kmetijstvo, ostalo. In recimo na kmetijstvo, Krško polje je par tisoč hektarov veliko in vsaki nekaj letih je poplavila Sava, že vedno bolj pogosto zadnje čase. Nekontrolirani izlivi vode, nismo vedeli, kaj nam prinese voda na Krško polje, po drugi strani pa se dela škoda. Z umestitvijo hidroelektrarn smo recimo omogočili namakanje nekaj tisoč hektarov površin, 4 kubike vode pred rabo za hidroelektrarne in namenjene kmetijstvu. In če nismo kmetici, sam sem agronom, sposobni ta potencial izkoristiti in narediti več na tako urejenem, kot je bilo prej, potem nismo vredni, da upravljamo svoj posel. To je bilo moje stališče takrat in še danes ga zagovarjam. Zato je ta pogled vedno potrebno malce bolj z višine. Roko Žarnič je bil moj predhodnik na ministrstvu in ko smo v Krškem enkrat govorili o umestitvi hidroelektrarne Brežice, ko sem forsiral to umestitev, je dejal, ne bova se zmenila tožiti, ne boš moral. Ne vem, zakaj bi se mi to tožila, bo župan pa ministrstvo zmeniti, se moramo pa najti sinergijo, to, kar je danes večkrat rečeno. In tu mislim, da včasih manjka tega sinergijskega dela, ki se ga da narediti. Kar se tiče te družbene sprejemljivosti, danes je bilo rečeno in mislim, tudi ta dogodek danes kaže na to, da želimo govoriti o tem, o
odpirati vsa vprašanja. Veliko je vprašanj in več, kot jih pravočasno odpreš, lažje to družbeno sprejemljivost dosežeš. 7 let sem bil podpredsednik tega združenja, katerega generalna sekretarka je Mary Chell, in izkušnja je bila takšna, kjer so jedrske lokacije, tam je družbena sprejemljivost bistveno večja kot drugje. Tudi v Sloveniji nič drugače, tam za 10% je vedno razlike v javnem mnenju, s tem pa, da je povsod po Evropi pa trend večje družbene sprejemljivosti do teh jedrskih objektov. In kar je še posebej zanimivo, da je v populaciji pa najvišji procent pa med mladimi, ki razumejo umeščanje jedrske energije tudi kot okoljsko, nekaj kar dobrega delamo za okolje. In v tem kontekstu mislim, da se lahko marsičesa naučimo, še enkrat več pa pravočasno govoriti, ne izločevati en drugega. To jaz očitam tudi včasih, ko sem se z energetiki iz različnih branž v Sloveniji srečeval, zakaj eden bi sonce, drug bi vodo, tretji bi jedrsko, ostalo. Za vse je prostora, samo pravo razmerje treba narediti. Ne vem, jaz sem recimo doma, tudi ko imam kdaj kakšno pripombo za moje pojme včasih ne dovolj smiselno umeščanje sonca, ampak jaz imam tudi sončno elektrarno na strehi in vem, zakaj jo imam. Ogrevam se z biomaso, pa tudi vem, zakaj, ker imam 7 hektarov gozda. In če ga ne bi imel, se najbrž ne bi in podobno. Jaz mislim, da je tu potrebno v takem kontekstu eno celovito sliko narediti in pa vsekakor upoštevati gospodarstvo. Če ne bomo tisti v Sloveniji danes pa sedijo zdaj v vladnih prostorih pa vstavijo na rešitev okolja s tem, da bomo deindustrializirali Slovenijo, mislim, da države vejo, na kateri sedimo in blagostanje, ki ga danes imamo. In če tega blagostanja se ne bomo in tukaj je bilo rečeno, stabilno oskrbo z električno energijo, konkurenčna cena te električne energije in pa tudi danes nizkoogljična je to, kar moramo sestaviti. In mislim, da smo vsi skupaj sposobni to narediti. Danes smo se osredotočili zgolj na Slovenijo. Jaz sem trdno prepričan, da ko govorimo o SMR-jih in velikem reaktorju, jaz vidim umestitev velikega reaktorja v sodelovanju tudi s sosednjimi državami. Zdaj imamo izkušnjo s Hrvaško, Italija stopa zdaj na jedrsko energijo in si ne znam predstavljati 1200-1600 MW velik blok, ki bo namenjen slovenskemu prostoru. Enostavno ne gre. In takrat se tudi odpira potem tudi prostor še za dodatne SMR-je in podobno, ki imajo neko drugo funkcijo, pare, toplote in pa daljinskega ogrevanja in podobno. Tako da, še enkrat, resna tema, nikakor ne smemo spustiti ideologijo pred številke, kar smo v Evropi naredili zadnjih 20-30 let in na takšni osnovi jaz mislim, da se potem marsikaj da zgraditi. Zaključim pa s tem, da ena od mojih izkušenj ali pa nalog, ki sem se jih kot župan zadal v 90. leta, je bila, da najdemo prostor za odlagališče za NSRAO. 10 let smo ga, po 10 letih smo ga dobili, 6-7 let trdega dela, 300 sestankov z ljudmi, na koncu smo v Krški občini imeli 6 zborov občanov, kjer so ljudje glasovali na zborih občanov in smo dobili 86% podporo, da se na lokaciji blizu obstoječega jedrskega objekta zgradi tudi odlagališče. Da se je potrebno veliko napora in čim manj politične kalkulacije, kaj na političnem števcu prinaša čez 2 leti, čez pol leta, ampak malo misliti na svoje otroke, pa mogoče tudi na vnuke. Gospa Nahtigal, gospod Bogovič je omenil upoštevati gospodarstvo. Evropska komisija je pred tedni predstavila dogovor o čisti industriji ter akcijski načrt za cenovno dostopno energijo za vse Evropejce. Kaj ta dogovor po vašem mnenju dejansko prinaša ne samo za evropsko gospodarstvo, ampak tudi predvsem za slovensko gospodarstvo ter na področju oskrbe z energijo? Kakšna je ta intenzivnost te industrije? Hvala za to vprašanje. No, jaz bom rekla, da v vsem tem globalnem stanju, ki je trenutno, ki nam ga slovenski zed povzroča, bom rekla, da je ena velika priložnost, da se Evropa končno zbudi in stopi skupaj. In morda se zdaj prvi obrisi kažejo, da morda bojo spoznali tudi v Evropi, da se je zgodilo kar nekaj
napak in napačnih političnih odločitev v naših evropskih državah in da ta omenjeni akt, ki ste ga omenili, je prva lučka v vsej tej črnini, ki je trenutno. Daje dobre osnove za to, da se v Evropi ohrani industrija, da se posebej ohrani energetsko intenzivna industrija. Ne vem, koliko poznate, zeleni dogovor govori o tem in takrat, ko je pač stopil v veljavo, je mene to zelo razveselilo, ker je govoril o tem, da država, ki ima industrijo materialov, ima veliko konkurenčno prednost. Mi jo imamo, ampak tako kot je omenil gospod Bogovič, pred našimi očmi, z vsemi temi dokumenti, kot je NEPN, to industrijo iz Slovenije izrinjeno. In jaz resno upam, da tak akt, ki ste ga omenili in nadaljuje tudi potem še z naslednjim aktom, kjer govori, da je treba zagotoviti v Evropi konkurenčne cene za električno energijo, kjer posega tudi v omrežninske akte. Ker pazite, če imamo mi v Evropi na Švedskem ceno elektrike 40 evrov za megavatno uro, pri nas pa, če imamo slabo pogodbo, ki smo jo podpisali takrat, ko je bila kriza, ne vem, še zmeram 300 evrov, pa zdaj mogoče že ne več, ker je na trgu pa na spotu nekaj čez to, ampak še zmeram slabo, mi ne moramo biti niti znotraj Evrope konkurenčni. Zato ta deklaracija o čisti industrijski strategiji daje neke dobre usmeritve, potrebujemo akte, ki bodo spravljali te zadeve tudi v življenje. Čim hitrejša implementacija v naši birokraciji, to je velik izziv, Če samo tukaj izpostavim, poglejte, Slovenija je rabila 10 let od uvedbe direktive, morda ne bom čisto pravilno citirala, za povračilo indirektnih emisij. Ker veste, da mi država ni znala, ko je TEŠ postavila, zrihtati kuponov. Zato je določena industrija z uredbo v Evropi zaščitena in lahko dobi povračilo za indirektne emisije. 10 let, tudi Romunija nas je prehitela, da je ta direktiva prišla v Slovenijo. Ta vlada jo je implementirala 23. leta, govorimo pa ranga 100 milijonov evrov na leto za 28 slovenskih energetsko intenzivnih podjetij. Predstavljajte, koliko denarja je ta industrija izgubila. In takih nonsensov imamo mi veliko. To govori, da ne znamo potem take dobre direktive implementirati. Hvala lepa, jaz bi pa profesor Somej zdaj dva izraza, ki jo je gospa Nahtigal uporabila, da se Evropa zbuja počasi in da se prve lučke v tej črnini. Tole bi uporabila, pa bi prešla na temo izziva razvoja kadrov oziroma izobraževanja, razvoja kadrov za ta energetski prehod, pa bi, če se prelevite iz moderatorja v dekana, kako bi mogoče lahko komentirali te izzive in priložnosti, verjetno tudi za mlade, signale mladim. Hvala, in bom zdaj skušal tudi tako, bom rekel, profesorsko predstaviti, faktografsko številke. In sicer v Sloveniji imamo 4 javne univerze ter 3 zasebne univerze. In seveda od tega imamo vse skupaj 105 visokošolskih zavodov, ki izvaja tudi 1050 študijskih programov. V Sloveniji se vsako leto vpiše približno 80 tisoč študentov. Po statističnih podatkih je tretjina vpisanih na tehniško-naravoslovne programe. To pomeni približno 17 tisoč študentov na leto imamo v teh tehničnih programih. Vsako leto jih diplomira oziroma zaključi študij 5 tisoč diplomantov študentov. Tako da vidimo potem, kje smo z samim kadrovsko strukturo. Seveda me lahko gospa Nahtigal dopolni glede tudi števila kadra, ki je potreben na letni ravni. In tukaj mogoče kot izziv tudi vsem univerzam, kar se tudi na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za energetiko, smo dejansko edina fakulteta v Sloveniji, ki po celotni vertikali študija v vse študijske programe, tako na prvi stopnji kot drugi, kot potem na doktorskem programu vključujemo
jedrsko energetiko kot programe oziroma predmete, učne načrte. Zraven tega seveda ne smem pozabiti omeniti Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki pa izvaja te programe zgolj na 2. stopnji in na 3. stopnji, torej magistrske in doktorske programe, ki pa so seveda bolj orientirani na tako imenovano jedrsko fiziko. In tukaj seveda v luči potreb po kadrih vidimo vse univerze, tudi Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, seveda drugi zavodi, velik izziv, kako seveda ustrezno pripeljati ta kader do izobrazbe za tako imenovane poklice prihodnosti. Evo, to je mogoče za iztočnico za razprave. Hvala lepa. Mogoče dr. Glaser še kak komentar z vidika načrtovanih projektov, JEK2, mali modularni reaktorji, kako vidite te kadrovske izzive v Gen energiji? Ja, zdaj v bistvu tako na Gen energiji, kot tudi na nivoju cele države, smo naredili neke projekcije, kaj to pomeni za razvoj recimo projekta. Zdaj konkretno, če govorimo na JEK2, mi pričakujemo nekje, da bi v času finalne investicijske odločitve, to je konec leta 2028, moralo imeti podjetje STV, pač na Genu, približno 150 ljudi, ki bi full-time na tem delalo. Letošnja projekcija bomo nekje tam na 50 plus, full-time inženirjev pa ostalih sodelavcev, ki bodo na projektu delali. Potem pa, da prideš čez gradbeno dovoljenje in pogradnjo, ki seveda ima svoje pike in so seveda tam neki delavci, ki niso stalno potem zaposleni in tudi na nek način angažirajo dobavitelji ali pa tisti izvajalci teh del. Potem v času trniči obratovanja pa nekje 500 ljudi. Tako da to so številke, s katerimi mi operiramo. Kar se tiče razvoja projekta, seveda mi to številko poskušamo vsako leto zasledovati in zaenkrat nam gre dobro. Hvala lepa. Je mogoče še kak komentar na to temo strani drugih razpravljavcev? Ker vem pa, da profesor Cizelj pa ima s Kitajske, kjer je bil pred nekaj tedni zanimive informacije o bitki kadrov. Pa je mogoče zanimivo, da delimo v širšem krogu, kar smo prej se pogovarjali. Ja, hvala, ta je zanimiv pogled, ker smo zdaj že precej časa v demografski krizi in se nam število novorojenih ljudi se nekako zmanjšuje. Kitajci imajo iz politike enega otroka, so sicer prišli par let nazaj in so zdaj na politiki 3 otrokov, ampak realno je politika enega otroka. Zdaj za stabilno številko rabite približno 2,1 otroka na žensko, Kitajci so pri 1, mi smo na 1,6, Evropa je na 1,5. Skratka, ta ekonomija širitve ima seveda svoje meje. In zdaj pri nas v Evropi je zaznati bitko za kadri med različnimi industrijami, med različnimi državami. Na Kitajskem se je pa stvar preselila kar na velika mesta. Mesta, ki so v rangu 20 milijonov, enostavno povedano kradejo kadre mestom, ki so manjše, kot 20 milijonov, ker imajo več resursov, imajo več, ker so bolj zanimivi, niso dolgočasni, so zanimivi. In z tega stališča se peljejo pravzaprav družbeno neenakost, ki so zaznali in ki jo poskušajo top-down politično, strateško regulirati. To je tudi znotraj vseh teh evropskih pogovorov o novih tehnologijah, da je recimo platforma za vodik, evropska platforma, ta prva stvar, ki so naredili, so kadrovsko strategijo naredili. Gledali so bolj, da so ugotovili, da bodo brez kadrov to težko naredili, da jih bo treba drugim pokrasti. Velja podobno tudi za te jedrske načrte. Resne države, ki grejo v resno ekspanzijo jedrske energije, začnejo s kadrovskimi načrti. In ker gre zelo enostavno za enega od ključnih enablerjev. In tu ne gre samo za inženirje, ne gre samo za tehnike, gre za pravzaprav vse profile, ki jih za katerih gradiš. Bi še kaj dodal, Sebastian, na to temo, ali smo de facto zdaj že odprli razpravo z občinstvom mogoče, tako da bi spet povabila pravzaprav k vprašanjem, komentarjem po istem redu kot v dopoldanski razpravi, hkrati pa imamo tudi nekaj tem iz predhodnih
predhodno poslanih oziroma ob registraciji poslanih vprašanj. Tako da pogledujem, če je kakšna roka iz občinstva. Je? Aha, izvolite, Tomi. Pa če se predstavite, tako da imamo tudi za... Tomi Maric, vodja laboratorija za energetske strategije na Univerzi v Ljubljani, fakultete za tehniko. Moje vprašanje je za gospod Nahtigal. Kako si predstavljate dobiti konkurenčno ceno električne energije, ko je podjetje kupujejo na električnem trgu? Torej, karkoli mi tukaj inštaliramo, še vedno gremo mi čez trg kupiti. Torej, vsa tista fama, ki je bila v zadnjih letih, ko govorimo o nezaupanju in strašenju ljudi, ko se je plasirali, mi bomo pa jedrsko dobili pa cenejšo energijo. Ne bomo, ker bomo na trgu. Razen, če bomo kupovali po ne vem kakšni ceni, oziroma PPA sklenili. Pa kdaj bomo dobili to energijo? Govorimo, pa še eno vprašanje za vas, kakšen je delež energije v slovenskem gospodarstvu, oziroma kakšen delež lastne cene produkta predstavlja energija v, bom rekel, našega gospodarstva, večine, bom rekel, našega gospodarstva. Ko smo se mi pogovarjali, če eno tako anketo smo delali, kolega tudi iz industrije, ker se ukvarja z energetskim managementom, so ugotovili, da večina podjetij jim predstavlja energija, par procentov lastne cene izdelka. Torej, tudi če damo energijo na nič, bomo mi s tem ne bomo naredili kakšnega breakthrougha, recimo v tem smislu. To je čisto. Potem pa še ena zadeva, govorimo ena cel, ko je gospod iz energije govoril, zelo podpiram idejo gospoda Bogoviča, 1,6 gigavatov, če mi naredimo karto. Naš pik je 2 gigavata. Torej, ni energije, mislim, kam bomo s to energijo? To je to vprašanje, cena, kakšna bo, zelo velika nekakovost. Sami ne moramo imeti tak velik projekt, še posebej, če pogledamo demografijo, pa vse, kaj se dogaja, mislim, za prihodnost. Ne vidim smisla v tem. Malo sem več stvari povedal, ampak me zanima bolj še odgovor. Kakšna je lastna cena, pa kako bomo prišli do te konkurenčne, če kupujemo ceno na trgu? Hvala za to oba dva vprašanja, jaz vam bom zdaj takole odgovorila. Konkurenčna cena je bila dokler se ni zgodila vojna v Ukrajini. Potem pa je trg znova. Vemo tudi zaradi špekulacij, ta cena je vezana, izračun je vezan na plin, to je povedali strokovnjaki, in v Evropi smo se vsi spopadali z visokimi cenami električne energije in plina. Potem so pa različne države različno pristopile k temu reševanju, najslabše je pristopila Nemčija, in dajala tudi s pomočjo direktive oziroma Evropske komisije, ki je takrat pripravila strategijo reševanja energetske krize, je dala okvir reševanja te težke krize, ki se je dogodila prav na temo energentov. Zdaj seveda države so to zadevo različno implementirale. Pri nas je bil 22. mislim, da 6 mesecev krizni štab, kjer so bile vključene vse zbornice in pa energetiki, in prišli smo do nekega modela, na katerem je potem pristala vlada in nam nek delež te cene regulirala oziroma subvencionirala. Potem se je naša država pri pomoči odmaknila. Imamo analizo po Bruegelu in po večjih državah, kako te evropske države z subvencijami ali z regulacijo cene, kapico ali z zmanjševanjem davka pomagajo države, ki so se odločile, da določeno industrijo zadržijo v Evropi, v svoji državi. Ker se pa zavedajo, da brez industrije tudi ni življenja. In zdaj vam bom povedala še, kakšen je delež. Kot veste, je Gospodarska zbornica edina naredila resno analizo omrežninskega akta. In ob tem primeru smo dobili tudi res relevantne podatke, mislim, da so, Jernej me bo popravil od januarja, ta zadnji. In žal jih ne vem na pamet, jih pa bom prebrala. Kakšen je delež? Če je bil prej delež v energetsko intenzivni 1%, 2%, je danes to čist nekaj drugega. Zaradi vseh stvari, ki so se zgodile in ker pač naša država ne zaščiti naše industrije. Poglejte, če je za jeklo 2019 12,50%, delež celotne energije v proizvodnih stroških po panogah. 2019 govoriva za jeklo 12,50%, 23 22%, 24 16 40%.
Plan za 2025 pa po ocenah je kvaril 17,30. Zdaj vam lahko povem še za steklo, ki je bilo 2019 delež 16,90, 23, 17,10, 24, 14, 30, plan za letošnje leto, po vsem tem, kar pač nas obremenjuje, 20,80%. In to je v primerjavi z Američani, naprimer, ne, krat 6. Ne. Zdaj pa, stvar je, da se gospodarstvo oziroma država odloči, kaj želi. Najbolj narobe pa je, da se pri nas odloča, katera industrija bo preživela, energetiki. Namreč v krizi smo bili pozvani, povejte, gospa Nachtigal, katero industrijo izklopimo. Katero izklopimo. Zdaj je stvar Evrope. Ali želi biti popolnoma odvisna od uvoza? Poglejte primer aluminija v Kidričevem, kjer smo s primarnim aluminijem zaključili. Uvažamo 6-krat višji ogljični odtis material in je to v redu? Zaradi tega, ker smo energetsko, bom rekla, ne želimo pomagati industriji. Veste, mi se moramo pogovarjati o celoti. Hvala lepa, bi še dr. Glaserja prosila, pa še ena roka je potem. Mogoče samo odgovor na to velikost moči. Zdaj, škoda, da imam enega grafa, ki kaže zgodovinski potek porabe pa proizvodne moči oziroma električne energije v Sloveniji. Mi dejansko imamo nenehno rast. Skratka, so določene krize, ker malo zaniha ta rast, trendi so vsi navzgor. Vsa ta, elektrifikacija bo seveda povzročila še vedno več in več porabe električne energije. Moramo se pa zavedati dve stvari. Eno je, da tudi če narinemo na to prazno mesto maksimalno obnovljivih virov, če upoštevamo ugasnitev termoelektrarne Šoštanj, če upoštevamo 20 let podaljšane življenjske dobe NEK-a, mi bomo v letu 2050 70% ali pa več uvozno odvisni. In tukaj je dejansko za mene kot inženirja katastrofa, da si odvisen od zunanjega sveta in vizavi cene in vizavi kvalitete energije in pač zanesljivosti, kar dobiš. Tako da jaz mislim, da niti slučajno ne bo zadosti 1600 MW, če govorimo o največji enoti, oziroma je ta moč, ki je potrebna, bistveno večja. Zato se tudi danes pogovarjamo in SMR-ji, ki bodo morali priti po letu 2050. Tako da jaz mislim, da je potreba pomoči velika, ne nazadnje pa tako. Se pravi, če pa proizvajaš več, kot imaš v danem trenutku, če govorimo o dnevno sezonskih nekih bilancah zaradi obnovljivih virov, je pa danes trg, oziroma je pa danes možno energijo prodajati. In to je dober biznis. Še gospod Bogovič ima odziv, pa še eno roko vidim, potem pa mislim, da bomo šli v končni krog. Pri tem vprašanju del odgovora je bilo recimo tudi v zaključku mandata je bila sprejeta direktiva o trgu z električno energijo. In je opozarjala na te velike težave in sami ste že omenili te dolgoročne pogodbe, od prej tega, kar je zdaj na mesec ali pa leto, to tudi 10-20-letne pogodbe naj bi bile tiste, ki bi dajale neko stabilnost. Drugo, kar je zelo pomembno, je pa, če gledamo sliko v Evropi, skandinavski polotok je ostal zdaj industrializiran. Zato, ker imajo pač neke naravne vire, norveška voda, švedska voda, finska tudi voda, sonce, jedrsko energijo. In pa to, kar imajo Finci, je ta njihov princip manjkala modela, po katerim so od 40. leta 1940 naprej že občine in gospodarstvo vlagali v energetske objekte in bile upravičene od cene po proizvodni ceni. In to je tudi eden od modelov, ki je zdaj priporočan tudi v tej direktivi. Mimogrede je tudi pobuda v Sloveniji, tukaj so Matejki, predstavniki, gospod Akrapovič, Knez so v teh pobudah, ki so želeli, so ponudili to državi. Nekje približno 3 teravatne ure elektrike je poraba tistih, ki so pokazali interes dolgoročnega vlaganja v to noter. In jaz mislim, da se bodo ti modeli morali spremeniti od tega divjega trga, ker ne veš, kdo zasluži na kuponih, kdo zasluži na elektriki, kje je ta denar končal, v katerem delu Evrope ali sveta, ampak bo po moje ta vrnitev k realnosti na tem področju morala biti. In v tem delu jaz mislim, da ko smo že imeli ravno to nesrečno referendumsko pobudo, pa zelo veliko poklicanih, da so kar naenkrat od mrtvih stali takrat, ko bo treba ta projekt sesuti. Ena od stvari je bilo tudi ta korupcijska tveganja. In jaz si ne znam boljš predstavljati kot
odmik ali pa zmanjšanje korupcijskih tveganj, da investitorstvo daš, ne vem, še 2 državama, pa takile pobudi podjetnikov zraven, ki bodo v nekem skupnem podjetju dali svoj denar, pa tudi mislim, da kar fajn gledali, kam bo ta denar porabljen. Tudi mislim, da se bo marsikje se bo spremenil na naslednjih letih, tudi v teh konceptih in pa na samem področju trga z električno energijo, če bomo želeli Evropa kot kontinent prosperirati globalno gledano. Še eno vprašanje ali pa komentar, izvolite, potem pa bomo morali zaključiti. Jaz sem deloval na tem odprtem trgu evropskem, kar enih 17 let, mislim, 10 let upravi Genija. In seveda ta deklaracija, predvsem nemška, pa tudi v velikih državah je bila odprti trg vsako uro, vsak dan, vsako leto. Predvsem zato, ker je bilo energije dovolj, upad porabe, in na drugi strani seveda tudi pomanjkanje določenih držav, in odprti trg pomeni seveda zanesljivo oskrbo. In tudi na najnižji konkurenčne cene. Slovenija je mogla tudi to zagovarjati in mora danes zagovarjati, ker je velika neto uvoznica. V procentih porabe je zelo velika. In moramo to zagovarjati biti odprti trg. Vendar pa, ko prihajajo krize, pa še posebej pred 2 leti, je taka kriza, kjer se uvajajo, pa tudi prej, pri odprtem trgu smo imeli neštetokrat zaprte meje proti Avstriji, zaprte meje proti če boste uvoza energije iz Bolgarije, iz Romunije, sklenjene pogodbe, zaprli so, zaščitili svojo industrijo, svoje porabnike najprej. In seveda potem tožbe in iskanje tega denarja in naprej. Spravo države so ščitile svoje gospodarstvo. In seveda iz tega razloga moraš imeti vire, ki zagotavljajo vseh trenutnih pogodnosti konkurenčno ceno na mednarodnih trgih. Potem pa seveda dovolj velike količine, da lahko svoje potrebe pokriješ. Zato seveda je tudi obstoječa jedrska pri vseh tržnih nihanjih, če hočete, seveda ne dnevnih, da so negativne cene, za negativno cene tudi jedrska ne more delati, ampak povprečne cene letne je bila jedrska vedno konkurenčna. Tudi nov blok jedrske bo vedno konkurenčna. Tudi jedrske v svetu so vse konkurenčne, ki obratujejo. Ni konkurenčna v Avstriji, ker nikoli šla obratovanje. Taki nekaj nedokončani projekti seveda so največje izgube za vse. Tiste, ki pa obratujejo, zakaj? Zato, ker se jedrska lahko tudi prilagaja glede na predvidene stroške in na investicije in tako naprej, leta v leto na primerni nivo cen na trgu. Ker je variabilni strošek manjši, kot je pa dajatev za hidroenergijo. Koncesijska dajatev. Manjši kot 6 %. In to je tista prednost, da lahko uravnavaš tudi tržno ekonomijo jedrskih elektrarn iz leta v leto. In dolgoročno seveda se izkaže, kot se zelo konkurenčne. Zapravo, zdaj bi jaz bil previden pri tem in države te ukrepe morajo sprejeti. Slovenija je sprejela ukrep za gospodinjstvo zelo intenzivno, zelo dobro. 200 milijonov je samo z polovice nuklearke, šlo zato, ker je ta lastna cena tako nizka, tržna cena visoka, da smo lahko subvencionirali gospodinjstvo. Nažalost, premalo energije, da bi lahko podprli slovensko gospodarstvo. Pri tem so Francija, Nemčija sprejeli vrsto ukrepov za podporo svojemu gospodarstvu s tem delovnim mestom, tudi dajatev, če hočete, razvoja teh panog in naprej, kar seveda Slovenija ravno za te visoke uvozne odvisnosti nismo uspeli narediti, pa bi mogli. To so te dodati. Hvala lepa, Sebastian, se bomo zaključili, 3 minute še imamo do 15-minutne zamude. Hvala vsem za res izčrpno razpravo, tudi poslušalcem. Pa če gremo ta zadnji krog kot v prejšnji okrogli mizi z enim takim splošnim vprašanjem za vse, kaj bi svetovali oziroma priporočali političnim odločevalcem, torej kaj je bistveno pri oblikovanju energetske prihodnosti Slovenije, vezano na SMR ali pa tudi na splošno. Pa če smemo začeti pri dami, gospa. Hvala lepa. Ja, jaz bom pa zaključila z mislijo in sicer z vrha slovenskega gospodarstva, kjer smo napisali deklaracijo, obravnavali smo sicer več varnosti, med njimi bila tudi energetska varnost, poleg prehranske in pa seveda tudi kibernetske varnosti, kjer smo ugotovili, da je veliko babic kilo vodete in da je potrebno nujno sesti za isto mizo. Različna strokovna javnost, tukaj govorim o energetikih, ekonomistih, okoljevarstvenikih. In ko ste videli lani po tem fiasku, ko je referendum propadel, je ravno direktor Elesa naredil, mislim, da 12 konceptov, kjeri so možni.
In mislim, da je to dobra osnova, da se ta strokovna javnost za zaprtimi vrati, z enakimi vatli opredeli do teh najboljših možnih konceptov. In eden med njimi je tudi mali modularni reaktor, jedrska energija, voda in vse to. In pridemo končno do tega energetskega koncepta, ampak naj pride stroka, potem pa naj to predstavi javnosti, tako splošni javnosti, kot seveda tudi željenemu gospodarstvu. Mislim, da je to prva stvar. Se pa moramo zavedati, da mi potrebujemo in na električni energiji jo lahko dosežemo popolno samostojnost, torej ne rabimo energetsko odvisni, če pa ustvarimo višek, pa ga lahko tudi prodamo. Na plinu in na ostalih energentih žal tega ne moremo, na elektriki lahko, imamo znanje, imamo 40 let izkušenj za dobro delujoče jedrske elektrarne, to naj bo signal vam mladim, da bomo potrebovali znanje, da se učite in da imate tukaj prihodnost, ne? In to so ti mesiči, ki jih bi Gospodarska zbornica želela deliti z vami. Super. Najlepša hvala. Dr. Laser. Da ne bom pokvaril preveč lepih misli, ki je Težko je. Bi rekel tako, v bistvu, čim prej naj se izdela neka dolgoročna strategija, Tako, pa naj se s tem ukvarja stroka, ne pa politika. tako, bravo. Hvala. Sva na istem. Jaz bom kratek, no tako kot je že večkrat bilo izpostavljeno za nas v industriji, je pač najbolj pomembno ta, bom rekel, konstantna energija, se pravi, da dobimo energijo v vsakem času, v vsakem primeru, to je najbolj pomembno za nas. Sedaj še pa. Ja, se strinjam, rabimo strateški dokument, ki ga mora pripraviti stroka, ne ga da v roke politiki. Politika nema dovolj politične hrabrosti, da ko bo tudi potencialno referendumsko vprašanje ali pa referendum, da bo imela stališče, ne da se bo umaknila pa prepusti drugim, da odloči, kajti na koncu žal tudi brez politike tudi ne bodo odločiti. Ko pa gledamo zdaj, kaj se v svetu dogaja in zdaj, prej sem že omenil 3 varnosti, ne? Vojaška, energetska, prehranska, pa dajmo mi te naše tehnične resurse usmeriti v energetsko, jedrsko oskrbovalno verigo, ne v vojaško, ko se grejo vsi, pa bomo mogoče čez 5 let ugotovili, da smo šli v pravo smer. Pa, da bo pa lažje to narediti, se pa pridružite zavezništvo za industrijskemu temu zavezništvu za male modularne reaktorje, kjer Mojca to odlično vodi in tam se veliko znanja dobiti, pa mogoče se da, če imaš kaj hrabrosti, tudi na evropsko politiko kaj vpliva. Hvala. Preden zaključimo, bi seveda vas še enkrat vljudno pozval, da prosim lepo skenirajte kodo pa odgovorite na kratka vprašanja, da dobimo to povratno informacijo o samem dogodku, da bomo potem lažje v naslednjih mesecih pripravljali teme in zanimivosti za nadalje. Ne? Mojca si je pa za obljubo dala, da bo v roku enega meseca pripravila izhodišča, napovedala nov dogodek, tako da sama si to omenila. Kot vedno. Ušpičim si sama kaj, ja. Tako da ob tem zaključku vas res se vam zahvaljujem za udeležbo, tako vsem razpravljalcem kot gostom danes. Upam, da vam je bilo v redu, da ste dejansko dobili tiste informacije, po katere ste danes prišli. Seveda pa ste še vsi skupaj vabljeni v predverje, v pogostitev, kjer seveda gre za neformalno druženje in seveda mreženje, da dobimo še dodatne informacije. Hvala lepa vsem.